Poglejmo, kakšen svet smo v desetletjih otrokom ponudili. In bi se morali najprej mi sebi spraviti po zdravi pameti, potem šele otrokom pamet soliti. Pa kaj si vi želite za vašega otroka? Običajno rečejo srečen, uspešen, deloven, odgovoren in tako naprej. In pol jih jaz vprašam, na kakšen način ste mu prizgajali odgovornost? In se gledamo. Vi bi radi, da nekaj je, ampak niste delali na tem, da bi on to postal. Kaj to pomeni, da se tista glavnina vzgoje, bom rekla, zgodnjem otroštvu, da je to... Vse se postavi že v prvih letih življenja. Bom zelo grdo rekla, točno se ve, katero otrok je vzgojen in kdo ni. Mi spremljamo že več kot desetletje popoln razkroj norm, civilizacijskih norm, tolerirajo se stvari, ki so bile še pred 10-2 nepojmljive. Mi otroku moramo na vsaki postavki učiti, kaj je prav in kaj je narobe. Moramo biti sami vzgojeni. In moramo sami te vrednote posedovati. Se pravi, zgled je tisti, ki vleče? Absolutno. Dober dan in lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta, povabljeni v mojo in našo družbo. Začela bom s stavkom: človeštvu se ne piše nič dobrega. To so besede moje današnje sogovornice, dr. Leonide Zalokar, magistrice psihologije, psihoterapevtke, in jaz verjamem, da jo dobro poznate kot ravnateljico strokovnega centra Planina. Dober dan. Dober dan tudi vam. Veselim se najnega pogovora kot mama, kot voditeljica, kot pravzaprav podaljšana roka staršev, ki verjamem, da bodo veliko koristnih nasvetov slišali v najinem pogovoru. To je pravzaprav tudi vaš namen, ko imate, bom rekla, tudi veliko delavnic na temo vzgoje. Kaj je tisto osnovno in prvo, kar bi radi izpostavili in rekli nam staršem? Resnično, jaz več ne vem, kaj staršem reči, kaj staršem povedati, ker je večinoma, če ne vse, že vse zapisano. Tako v znanstvenih izsledkih točno se ve, recimo, kaj je škodljivo, kaj je pravo, kaj je primerna prava vzgoja za odgovornost, za empatičnega sočloveka in tako naprej. Zdaj imamo v glavi prvenstveno ekrane, ki jih pač videvamo povsod. Ko videvamo majhne otroke v vrtcih že za ekranom pred sabo, in ne glede na to, da so številne tuje raziskave in izsledki dokazali, kako je to škodljivo za razvoj možgan, za empatijo, za prosocialnost, za navezovanje stikov in tako naprej, torej tudi zelo, zelo resne in usodne posledice, se nekaterih staršev popolnoma nič ne dotakne. Torej, kaj še narediti, razen opozoril, svetovanj, ne vem, ker navkljub vsem kampanjam, opozorilom mi videvamo zelo pogosto, recimo v restavracijah zunaj, starša, dva otroka, vsak s svojim ekranom, in ko jih opazuješ, to ni komunikacija, to je vsak v svojem svetu. Odtujeno se sprašuješ, kje je odnos, kje je bistvo vzgoje, kje je avtoriteta in tako naprej. To je res, do jutri zjutraj lahko govoriva, ampak to nelagodje, ki te ob tem prevzema, je pa točno to, pa kaj moramo narediti, da bomo ljudi spravili k pamet? Jaz več ne vem, jaz res več ne vem, In če pogledamo, prej ste povedali lepo, mi delamo v vzgojnem zavodu, poznamo vse izsledke, smo strokovno podkovani, delujemo znanstveno, in nekje moramo tudi vedeti, kaj otrokom na določenih ali pa mladostnikom na določenim razvojni stopni pritiče, torej kaj lahko pričakujemo in kaj ne. In mi imamo uvedeno vse to, kar tudi znanost zapoveduje oziroma priporoča za zdrav razvoj. Ampak kaj se zgodi, ko gre otrok potem izven zavodskih okvirov v džunglo, s tem opravam? To, kar vse gledamo, to, kar se nam vse pred očmi odvija, ko praktično se ne naslavlja deviantnih ravnanj, deviantnih vedenj, ko se ne naslavlja, procesira krutih dejanj že otrok. In to je to nelagodje in bom rekla, kar je ena velika frustracija za nas vse, ki pač v nekem okviru skušamo nekaj privzgojiti, nekaj dati, potem se pa to v bistvu lahko doma vse podre. In tečemo znova in znova naokrog. Se pravi, vi ste mnenja, da so osnovne težave doma, pri vzgoji,
pri permisivni vzgoji. Osnovna celica družbe, države je družina. Kaj se z družino v novodobnem času počne, vemo. Ampak družina je osnovna celica, ki naj bi otroku privzgojila osnovne norme, vrednote, odnos do sveta, odnos do sebe, odnos do sočloveka. To, kar mi spremljamo, ne, in to je to, ne, slabo se nam piše, to, kar mi spremljamo že več kot desetletje, je popoln razkroj norm, civilizacijskih norm, enostavno več ne veš, ni nobenega kompasa, kaj je prav in kaj je narobe. Tolerirajo se stvari, minimalizirajo se stvari, ki so bile še pred 10-2 nepojmljive. Jaz bom zdaj povedala, ampak da boste razumeli, meni je nepojmljivo, ko recimo pridejo mlade mamice na posvet, na kakšen nasvet. A veste, pa mi včeraj rekel kurba, pa me je pritisnil, pa je rekel pička ti mater ne zgin, in jaz jo gledam in ona govori to tako, kot da bi njen otrok mali, kot da bi njen otrok šel v trgovino po kilo kruha. Se pravi, kaj v takem primeru, če pa se osredotočiva prav na ta konkreten, naj bi starš naredil, da bi naredil dobro otroku za življenje? Veste, v čem je največji problem, ki ga mi doživljamo tako pri delu z otroci v zavodu, kot zunaj, ne, mobilna služba, da se to staršem več ne zdi nič kaj takega. Ne, in tukaj ostaneš pa nemočen, a se vam ne zdi v redu to, pa da jih brcajo, pa pluvajo, pa kričijo, ne, se to se nekako tolerira, to ni nič kaj takega. Mi ugotavljamo že dlje časa, da se je v Sloveniji, pa ne samo pri nas, ne, praktično v vseh razvitih zahodnoevropskih državah, ker je bila v 70 letih prejšnjega stoletja permisivna vzgoja pač uzakonjena, ne, kot odgovor na prejšnjo, mi opažamo, da se je počasi in subtilno v vse sisteme obravnave, v vse sisteme odločevalske ali te, ki pišejo protokole in to, se je navzela neka ideologija, neka miselnost, ki je zelo nevarna, da če otroka učiš, kaj je prav in narobe, če kaj zahtevaš, če ga skušaš omejiti v neustreznem ravnanju, ne glede na to, da gre recimo proti drugim, da se je navzelo staršev to, da mu bodo, kaj smo že brali, odrezali krila, uničili njegovo osebnost, uničili njegovo ustvarjalnost in tako naprej. Cel kup kvazi trditev, ki so dejansko za družbo izjemno škodljive. Mi otroka moramo omejiti, mi otroka moramo uokvirjati, mi otroku moramo na vsaki postavki učiti, kaj je prav in kaj je narobe. Vzgoja je delo, vzgoja je trdo delo. Ampak, če mi skušamo, da mi uspemo otroku privzgojiti odnos do sočloveka, empatijo, sodelovanje, kooperativnost, enotnost, moramo biti sami vzgojeni. In moramo sami te vrednote posedovati. Se pravi, zgled je tisti, ki vleče? Absolutno, vzgled in odnos. In zato smo razpravljali pred kratkim, jaz sem pred nekje 30-20 leti morda še vedela, kaj je vzgoja, kaj je prav in kaj je narobe. V luči tega pretiranega individualizma, poudarjanja osebne svobode, je pa to popolnoma razvodenelo. Torej, vsak ima svoj prav, vsak ima svoje pravice, nekateri so tudi tako, ne glede na to, a je to prosocialno, a je to družbeno koristno, a je to v družbi zaželjeno, in so v tej svoji agresiji tako močni, da se jim ostali enostavno umikajo. Pa so to otroci, ki imajo čustveno-vedenjske motnje, ali govoriva kar o širšem spektru mladih? To je širši spektr mladih, ni nujno, da ima vedensko in čustveno motnjo. Tujina poroča o skupini otrok, to je vedenska motnja, podtip motnje, brezčutne, neobčutljive poteze. Vsi izsledki so znani, tudi funkcioniranje njihovih možganov je drugačno, recimo kot pri empatičnih otrocih. In ta hladnost, brezbrižnost, neobčutljivost, uveljavljanje svoje volje se lahko dogaja brez kakšne posebne čustvene ali vedenske motnje, ampak gredo hladno, brezobzirno, kot buldožerji. Zaradi vzgoje? In se ne ozirajo na druge. Tukaj tudi ni enoznačnega odgovora. Številne študije kažejo, in tudi starše jaz poznam, nekatere, da se ti otroci lahko rodijo
v družinah, kjer je družina popolnoma funkcionalna, čustveno topla, torej jim ni moč nič učitati, ne, so na otroka navezani, ampak otrok že od majhnega kaže določene znake, določene poteze, določena ravnanja, ker so starši popolnoma frustrirani in več ne vedo, kaj naj bi. To so tako imenovani posebni otroci, za katere ima tujina, ki jih pravočasno prepoznava, že v vrtcu. Pravočasno prepoznava, so vključeni v posebne programe, starševske programe, vključno starši. Recimo ena fascinantna študija o teh otrocih je bila objavljena leta 2022-2023 v sosednji Hrvaški, ko so 5 let sledili otroke s tovrstnimi potezami od njihovega 5. do 10. leta. In to bi bilo treba res, cela Evropa to počne. Mislim, ni evropske države, ki ne bi teh otrok prepoznavala dovolj zgodaj in jih potem usmerjala na prave načine. Pri nas v Sloveniji tega pač ni. Se pravi, otroka lahko usmerimo skozi odraščanje na pravo pot, a lahko rečeva nikoli ni prepozno, ali se s tem stavkom ne strinjate? Nikoli ni prepozno, ampak je pa teže. Je pa absolutno teže in praktično nekje pri 16-17 pri tovrstni populaciji absolutno nemogoče, v čemer je v svoji lekciji Evil Children govoril žal pokojni Michael Stone. In v bistvu kako je usodna, lahko prav usodna ta ustrezna pravočasna prepoznava že majhnih otrok, da se jih uokvirja. Ker tudi, če ne čutijo empatije, jih lahko ti učiš na vsakem koraku, kaj je prav in kaj je narobe, kaj je zaželjeno, kaj ni nezaželjeno. Se pravi, ko 10-krat ponoviš eno in isto stvar, mogoče zaleže? Tudi 150-krat. Skozi. To je neprestano delo, to poudarja tudi Essie Widing, razvojna psihologinja iz Anglije. Leta 19 smo jo pripeljali v Slovenijo, da je o brezčutnih, neobčutljivih otrocih spregovorila v Sloveniji na seminarju. Poleg je bil tudi terapevt, ki je povedal za metode dela s temi otroci in kako delati z njimi. To se prepozna, so res dovolj zgodaj prepoznani. In je v bistvu treba resnično samo prave metode z njimi izvajati. Seveda ne moreš pričakovati sočutje, empatičnost in tako naprej, ampak razumevanje pa ja, razumejo pa ja. In Michael Stone je zelo dobro rekel, vi morate samo govoriti, da imajo koristi od tega. Kaj imaš od tega, če narediš to pa to? Tako da mogoče bi tudi staršem morali reči. Na razumski ravni, ne pa na čustveni. Mogoče bi morali tudi staršem dati koristi, ki jih bo otrok imel, če ne bo cel dan na telefonu, koristi, ki jih bo imel, če prevzgojimo neke navade, neko spoštovanje. Ne samo koristi, ampak predvsem škoda, ki se povzroča tem otrokom, družini in konec koncev več, ki jih je celotni družbi. In to je zelo drag eksperiment. So izračuni tudi narejeni, koliko v bistvu družbo stane potem popravljanje, če hočete, popravljanje zatečenega stanja. In ko razmišljam, ko gledam zdaj tudi te debate v slovenskem prostoru, zelo kontroverzna tema je vzgoja otrok ali pa prepoved telefonov in tako naprej, zelo kontroverzno je stroka razdeljena na 2 dela, ampak jaz bi predvsem rekla, dajmo se osredotočiti na znanost, na znanstvene izsledke in ne na ideologijo. Mi odrasli smo dolžni otroke zaščititi. In če se otroci niso sposobni sami zaščititi, moramo nastopati mi, da jih mi zaščitimo. Ampak še enkrat, vse, kar se v slovenskem prostoru skuša izvesti na način neke restrikcije ali pa na način neke prepovedi, pa gre v bistvu za zaščito otroka, recimo, če sam tega ne zmore, je v slovenskem prostoru smatrano kot izredno penološko, kaznovalno, ves čas poslušamo, otroke je treba razumeti, so žrtve, to vse drži. Del otrok je žrtev, saj vem, se delamo z njimi v zavodu. Del otrok ima pa vsega preveč, že tako pogledamo, in niso nikakršne žrtve. Pa je razlika med njimi? Razlika med njimi je v ravnanju, v odnosu do drugih, izrazita. Ampak to, kar je treba poudariti, kar gre z roko v roki, ne pa ločeno. In tega se mi zdi, da nekateri ali ne razumejo, ali pa nočejo razumeti, je pa to. Jaz v zavodu delam že 30 let. Prej sem bila vzgojiteljica. Sama sem bila v zavodu. In jaz ne bi bila v zavodu in ne bi z njimi delala, če jih ne bi imela izredno rada in če jih ne bi čutila
do obistih čutila vsakega posameznika. Poznam vse njihove zgodbe. Nekatere so, tako kot sem rekla, preobilje, a ne? Nekateri pa, če pogledam vsa ta leta, pa res izhajajo iz izrazito disfunkcionalnih, škodljivih družin, s prisotno fizično zlorabo, spolno zlorabo in tako naprej. A ne? In seveda so nekateri med njimi izvrševali lahko tudi kruta dejanja, takšna in drugačna ravnanja. A ne? In jaz to razumem in jaz z njimi sočustvujem, ampak to ne pomeni, da jim ne postavljam mej in da jim govorim, kaj je prav in kaj je narobe. A ne? Tukaj se ne gre za to, kar mi skušajo včasih obesiti, ne, bi samo kaznovali. Sploh ni res, ne? Sploh ne vedo, res ne vedo in ne razumejo, v čem je bistvo. Ti moraš dejansko otroka razumeti, ga začutiti in ga tudi rad imeti. Potem ga pa postavljati na pravo pot. Tudi z restrikcijami, tudi z omejitvami. In včasih s prisilo. Vse noben ne ostane zjutraj ob 6, pol 7 pa skaklja v delavnico. Mi jih moramo pripraviti, da ostanejo. Ne? Kakšna bi bila kazen, ker ste zdaj le omenjali kazen? Kazen je zelo nepriljubljena beseda, ampak kazen je kazen. Dajmo jo v celofan zaviti, pa rečemo sankcija, pa rečemo ukrep, pa rečemo sonček, ne vem kaj. Ne? Bistvo vzgoje, še enkrat, je zelo jasno. Ne? To so bolj vedle verjetno naše babice, pa prababice, k novodobni diplomiranci iz fakulteta. Ne? Bistvo vzgoje je, da ti otroka od majhnega nagradiš za to, kar je dobrega, lepega naredil in ga sankcioniraš oziroma daš ustrezen ukrep, če nekaj ni naredil. Pa dajva zelo konkreten primer, 2-3-letnik pride domov, vrže čevlje in gre se igrati. Ne? In mama pospravi. In seveda, in tukaj je treba začeti, če je bila to prva taka stvar, ne, bi mogla mamica pridi, zdaj bova pa čeveljčke pospravila. In je treba vztrajati toliko dolgo, da bo ta mali pospravil čeveljčke. Pa bo neki vrgu, pa bo ne vem kaj. Ne. Ampak otrok mora biti vključen v to, ne. Torej, da za sabo pospravi, da malenkosti. Torej, ta dela oziroma ravnanja vezana na njegovo starost, od majhnega dalje. Če otrok na drugega zakriči, ga je treba seveda opozoriti, da to ni lepo in tako naprej. Torej, vsako ravnanje, vsaka stvar, ki jo otrok naredi, bodi si, da je izjemno dobra, se jo izjemno pohvali, na to je treba pa opozarjati. Ne? Na vsako deviacijo, ki jo otrok naredi, je treba opozoriti. In to mi v zavodu delamo, ne, in ta tako prenaglašena zapisana ničelna toleranca do nasilja jo imamo pravzaprav deklarirano povsod, ne, vprašanje pa je, kdo jo izvaja. Če gledamo ta dejanja, ravnanja v družbi majhnih otrok, ki niso procesirani, ki niso naslovljeni, potem oprostite, v naši državi nimamo ničelne tolerance do nasilja. Ničelna toleranca do nasilja je to, ko grem jaz po hodniku, pa slišim enega fanta, ki reče nekomu pizdati materna. In jaz stopam zraven, rekam, kaj sem slišala, a sem jaz tole prav slišala, in se takoj zdrznajo. In to morajo oni poslušati, da to ni ustrezno, da to ni v redu in tako naprej. Ne? In glede na stopnjo recimo njihovih deviacij ali pa prekrškov, imamo, ne, in to je to, ne, prav za vsakega otroka in mladostnika nabor ukrepov, nabor sankcij. Ne, na kakšen način bomo mi njemu sporočili, da to, kaj je naredil, ali nekoga plunil, ali nekoga brcnil, ali nekoga se zadrl, ne sme ostati nenaslovljeno, ker to ni prav. To si ljudje ne delamo. In drilamo, kolikor dolgo so pač v bistvu pri nas. Ne. Prej ste rekli, da se pravzaprav začne vse že, če karikirava pri pospravljanju čevljev, ko pride otrok z vrtca. Kaj to pomeni, da se tista glavnina vzgoje zgodi v, bom rekla, zgodnjem otroštvu, da je to vse se postavi v obdobje najpomembnejše? Vse se postavi že v prvih letih življenja, to je dokazano. In tudi, ne, če pogledate, če greste v vrtec ali pa sploh v prvi razred osnovne šole, bom zelo grdo rekla, točno se ve, katero otrok je vzgojen in kdo ni vzgojen. In potem se cela šola in celo osebje ukvarja z nevzgojenimi otroci in tisti pridni, tihi, ki sprejemajo navodila, so kolateralna žrtev tega sistema oziroma teh otrok. Ne. In če ti ne uspeš staršev povabiti v ta proces, da jih opozoriš, da to ni primerno, da to ni ustrezno, njim pa to ni nič takega.
To pač oni počnejo, ne, in je treba, in ta vsiljivost spet določenega dela staršev, da je treba njihovega otroka sprejeti, da to ni nič kaj takega, a ne, in temu se v bistvu, če tako pogledamo, ne, se skuša podrediti cel sistem. Mi se moramo na patologijo navaditi, mi moramo patologijo razumeti, mi moramo nasilje razumeti, biti sočutni do tega in jih razumeti. Ne? In na koncu v določenih primerih, oprostite, to je dejstvo, iz žrtve naredimo nasilneža, nasilnež je pa žrtev. To gledamo. In to, ja, to imamo dosti primerov, na to opozarjamo, ne, ampak to je ta nelagodnost v družbi, ko vidiš, ne, da a je to, mislim, da sem prebrala v en intervju enega zdravnika, ki je rekel, ne, da vladajoča struktura v bistvu potrebuje bolne in nemočne ljudi, nekaj v tem smislu. Jaz mislim, sem tudi pred leti rekla, ne, se očitno narod, če je več, ko je moten, več kot je zdravil, bolj je potem to obvladljivo. Ne. To potem verjetno nečemu služi. Ker je iz racionalnih razlogov je meni nepojmljivo, če država že več kot 20-25 let ve, ne, kako je pomembno delati na duševnem zdravju otrok, kako je pomembno, da otroci dobijo pravočasno pomoč, ne, da ni nič storila, dobro zdaj nekaj, ampak vse je premalo in prepozno, da ni nič storila na izobraževanju oziroma razpisu specializacij, recimo iz klinične psihologije, iz pedopsihiatrije, ker imamo grozne primanjkljaje in vse veste, da je čakalna doba tudi leto pa pol, 2 leti. Ne, in to se je vedlo, ampak niso na tem nič ukrenili, potem se res lahko vprašaš, zakaj? Mislim, čemu? Če se ve, kaj je treba narediti. Ne. Se pravi, kaj nas čaka, ne? Kakšne otroke danes vzgajamo, katera delovna mesta bodo ti otroci zasedli? Ne? Glejte, in to je tisto, ko sem enkrat izjavila in je šel del stroke v luft, kaj sem rekla, pa še enkrat bom rekla. Ne? V tujini govorijo o tako imenovani populaciji invalidnih otrok, ki znorijo in se razburijo na vsako prepoved ali na vsako omejitev, ker jo pač niso navajeni. Sprašujejo se, niso sposobni niti v šolo hoditi, sprašujejo se, kako bo ta mladina čez leta prevzela vodenje oziroma kakšni bodo kot odrasli. Jaz vam lahko povem z prve roke, ne, da določeni mladi tudi pri nas, tudi če so v nižje poklicnem ali pa srednješolskem programu, ko morajo v okviru svoje šole opravljati prakso, jo niso sposobni. Oni niso sposobni iti na prakso, govorimo pa samo o 14 dneh, recimo delati od 7 do 3. Niso sposobni. Kaj bi rekli mladostniku, ki reče, se mi ne da? Screw motivation, what you need is discipline. In potem se meni ne da mu dati kakšno nagrado, potem se meni ne da dovolilnice podpisati, da gre domov, potem se meni ne da. In potem, ker to se je že zgodilo. In potem ali čudno gledajo, ne vem, zakaj imaš samo ti pravico, da se ti ne da. Meni se tudi ne da. Nekako moraš res pri vsakmu najdeti tisto, da bo razumel in da bo slišal. To je bil pač ta primer. Ne? Ja, meni se pa tudi ne da. To je bilo pa grozno. Torej, jaz imam pravico, da se mi ne da. Ne? Ti moraš pa delati, kako jaz hočem. Ja, pa ne bo šlo tako. Ne gre. Ampak kje naj starši dobijo te vzvode, to moč, to disciplino, da bodo znali in zmogli, ker tako kot vas poslušam, je problem, ker ne zmorejo postaviti meje. Spet. Ne, ni tako enoznačno spet. Ne. Mi imamo več kategorij staršev. In naj povem, da večina naših staršev, otrok, ki jih imamo v vzgojnem zavodu oziroma strokovnem centru Planina, je dobrih staršev. Imajo svoje otroke radi. Ne. Ampak, ko ti gledaš te priročnike zblojene, takšne in drugačne, ni enih enotnih smernic. Ne, pri nas so še bile v času mojega otroštva, mojega odraščanja. Ni enih enotnih smernic znanstveno podprtih, če boste vzgajali tako in tako in tako, recimo bo vaš otrok zrastel v zadovoljnega, delovnega, prosocialnega, ne vem kakšnega človeka. Teh receptov, ne, zlasti pa je primisija prinesla te veleume, ne, da ne mu ubiti njegove volje. In to so bili tako imenovani otroci z močno voljo. Torej, starši morajo vse sprejeti, nekako tako mi tudi govorijo, kako so oni razumeli, ne, da tudi, če so šli recimo na pomoč na center socialno delo ali pa kakšno psihološko obravnavo, je bilo pretežno rečeno, ne, kako ne oni
oni delajo, nekako naj se oni prilagodijo in so se izčrpavali do onemoglosti, ampak otroke svoje vedenje neustrezno samo še stopnjeval. A ne? Mislim, te meje zaustaviti, sankcije, tega se danes ne sliši, oziroma to danes ni priljubljeno. In ko ta ista doktrina čakati njegovo soglasje, se z njim vse dogovoriti, ne vem kaj motne narašča, dobimo pa potem v zavode mlade podivjane, stare 15-16 let, a ne, kjer ni nič funkcioniralo. Nekateri naši otroci, mladi, imajo za sabo tudi po 10-15, rekorderka pa 32 različnih terapeutov, različnih obravnav, takšnih in drugačnih v vseh drugih sistemih, in na koncu pridajo s hudo razvijajočo se osebnostno motnjo, z neobvladljivim nasilnim vedenjem in tako naprej. Te naši dosjeji, naše osebne mape to izkazujejo. Nekateri so bili v obravnavi že od svojega 4. leta in zgodbe staršev so res pretresljive, kje so vse bili, kakšna navodila so poslušali, in nekako preveva to njihovo pripovedovanje, a ne, da morajo to razumeti in se morajo pa oni prilagoditi. Nekako tako je. Torej prilagodi se temu, ne. Ali pa ne delaj tega, da otrok tega ne bo počel. Ne. Ni naslovljen otrok in njegovo neustrezno ravnanje, ampak kako moramo mi ravnati. Se pravi, otroci zaviti v vato, kot radi rečemo. Otroci, ki imajo helikopterske starše, tudi to zna biti problem. Otroci, ki že, kot poslušam, v osnovni šoli hodijo na WC, zato da posežejo po vejpih, da na skrivaj gledajo telefone, da imajo fuge. Otroci, ki pijejo energijske pijače, a je to že nakazuje na, bom rekla, problem? Seveda je. Kje so starši? Mislim, to je meni nepojmljivo. Lahko, da sem stara garda, ampak kje so starši? To pogrešam pri vseh poročilih. Vse vidite, ne, kako se poudarja šola, pa kaj bi morala šola. To je vse res. Šola ima svojo funkcijo, ampak osnovno vzgojno, kaj je prav in kaj je narobe, imajo pa starši. In kaj potem šola naredi, če omeji določene zadeve, doma so pa temu prepuščeni cele popoldneve in noči. Mi imamo otroke z krvavimi učkami, ki jim žilce popokajo, ker so po noči na računalniku ali pa cele dneve. Ne? In v bistvu je ekran, telefon, karkoli hočete, danes tretji roditelj. Daš mu ekran in imaš mir. Ampak bolj grozno je meni to, ko vidim otroke v vozičku z ekranom. Starši, vi se ne zavedate, kaj počnete s tem. Ne morem drugače reči. Ne? In ta skepticizem, ne, tega ozaveščanja, se pa to dogaja. Jaz mislim, da praktično v Sloveniji ne bi smelo biti več starša, ki v tem ne bi bil seznanjen. Ali v vrtcu, ali v šoli so te kampanje, ne, na spletni strani. Mislim, na JZ, je celo predpis, kako dolgo za določena leta so lahko otroci pred ekrani. Ne? Kdo se tega drži? In potem so tudi to vemo, ne, imamo poročila iz terena, in potem so recimo otroci, ki nimajo pametnih telefonov, v šoli bulirani kot nevredni, kako da ga nimaš. A ti imaš pa prepoved in se v bistvu z njim norca delajo. Ne? To veste, ne, preobilje je naredilo v šolah Lidlčke. Ste slišali za to? Otroci, ki imajo pač bolj revna oblačila, so Lidlčki in tako naprej. Torej tudi ta razkorak med njimi samimi je grozljiv. Ne? Ampak zakaj otroci nimajo empatije? Mislim, vseeno si ne morem predstavljati, da bi se to dogajalo, ko sem jaz obiskovala osnovno šolo. Ne? In otroci, ki imajo manj, in otroci, ne vem, ki imajo več. Ta bullying, da je tako malo empatije med Sej v bistvu je bilo tudi, ko se jaz spomnim svojih časov, ampak tega je bilo malo. Pa se mi zdi... danes to tako, se opravičujem, tako naslavlja, zato ker je tega toliko in preveč, ker so starši, ki rečejo, ko sem bil mlad, se je tudi na naši šoli to dogajalo. Ampak, ne? Ni se to dogajalo, absolutno se ne da se tega obdobja primerjati, pa niti nimava časa
nimam časa vam odgovoriti na to vprašanje, ker ta sprememba družbe, ta subtilnost sprememb vzgojnih stilov, navodil, ki smo jih prejemala, ne, kako je to počasi se vse zarezalo v vse sisteme, tako socialne, zdravstvene, pravosodne, a ne, kako se določena dejanja obravnavajo, ko se jih vedno bolj ščiti in minimalizira njihova dejanja, to je nevarno. V idealnem svetu, če me vprašate, ne, jaz mislim, da za časa mojega odraščanja bi bilo tako, da bi moji sošolci, ne, to je pa alarm, cel, ne, stari 11, 12, 13 let bili vzuni, pa bi nekoga tako poniževali in tako tepli, brcali, kot smo gledali ta ptujski primer. Jaz mislim, da nobenega ne bi bilo naslednji dan v šolo, ker bi starši bili na policiji, ker bi se delal zapisnik, ker bi se iskala odgovornost in tako naprej. To je odziv. In to zavajanje nekaterih naših ideologov in akademikov, ne, ko mi začnemo o sankcijah, butnejo ven nepremišljeno, ker dejansko se očitno ne zavedajo problematike, ja pa ne bomo zapirali 10-letnih otrok. Ja pa kdo govori o zapiranju? Govorimo o tem, da je treba vsako tako dejanje nemudoma nasloviti. Ukrepov je pa lahko več. Me razumete? In da to ni naslovljeno, da otroci pa normalno v šolo hodijo, ko storijo tako grozovitost, to je zame razpad sistema. Popoln. Ne. In ne se čuditi, da se to bohoti, ker pač ni naslovljeno, ni sprocesirano. Jaz se bolj bojim, da je tega toliko, da se niti sprocesirati več ne da. Ne. Ker, veste, ko otrok naredi nekaj takega, kar smo gledali, ne, in tega je res veliko, otrok nekaj takega naredi, če ni takoj neposredno za tem, rečemo naslednji dan, poklica nekam na pogovor, na terapevtski pogovor, da dobi potem neko sankcijo, kakršnokoli že, a ne, kakršnokoli že, potem smo vse izgubili. To bi bilo nekaj takega, veste, kot da bi doma 6-letnik skloftal 3-letno sestrico in pol 1 leto pa pol ne bi bilo nič in čez 1 leto in pol bi mama rekla, no, zdaj boš pa ti meni razložil, zakaj si to naredil. In to se nam dogaja, ne. Tudi kakšna kruta dejanja, ki jih naši mladostniki naredijo, mi jih imamo v zavodu na sodišču, pridejo čez 2 leti pa pol. Ne. Se pravi, pomembno je, da odreagiramo takoj. Tudi doma, če otrok naredi neumnost. Takoj. Se pravi, ta ptujski primer bi pa dejansko terjal to, mislim, takoj, ko bi policisti izvedeli, Center socialno delo, akcija, takoj. In to se obravnava starše in otroke. Ne samo otroka, ne samo starša, celo družino. Velikokrat ste že izpostavili, da je nasilja danes veliko več kot v preteklosti. To so dejstva. Veste, ko sem jaz še lani ali predlani, ko smo mi v vzgojni zavodi, smo res, bi rekla, prvi detektori, da se v družbi z mladimi nekaj dogaja, kar se tiče nasilja, je to, da so v vedno večjem porastu smo začeli vloge prejemati za nasilnih mladostnikov, nasilnih otrok tudi, ne, strani centrov za socialno delo. In to govorimo o vseh vzgojnih zavodih, da smo zavodi zapolnili in prepolnili svoje kapacitete že v lanskem letu, da jih sploh ne moramo več sprejemati, da jih je zunaj na terenu zelo veliko. Prav tako so pa to poročila mobilnih služb, ki se odzivajo na prošnje vloge vrtcev, šol ali pa samih staršev. Ne. In po eni strani, ko smo mi to govorili, je bilo zelo zavajajoče s strani kakšnih ljudi pri nas, ne nasilja ni več, samo prepoznavamo ga, torej da se skušalo dejstva minimalizirati. In leta 2010, ko smo v vzgojnih zavodih naleteli na vedno več otrok, s katerimi nismo znali delati, smo se jih tudi bali, ker so bili tako agresivni in tako nasilni. Prav tako jih niso sprejemali pedopsihiatrični oddelki, prav tako nikjer niso bili v obravnavi, ker so bili tako neobvladljivi, je zazvonil rdeč alarm in so bila seveda tako sodišča nezadovoljna kot centri za socialno delo, ker niso imeli teh otrok kam dati. Ne. In takrat je pod
okriljem Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo bila izdelana raziskava, temeljita. Sodelovalo je vseh takrat 62-63 centrov za socialno delo, vseh 9 vzgojnih zavodov in vseh 5 zavodov za usposabljanje. In to raziskavo imate prosto dostopno na spletu in že takrat se je identificirala skupina otrok neobvladljivih nasilnih, o katerih sistem ni imel pojma, kaj naj z njimi dela. Takrat številka za leto 90, za eno leto je bila številka centrov socialno delo, mislim, da je bilo 181 takih primerov. V letu 24 se je raziskava ponovila, zdaj jih je okrog 700. Torej za več kot 2,5 krat se je povečalo in tudi vzgojni zavodi, ki smo po isti metodologiji dajali podatke, v vzgojnih zavodih se je pa povečalo za 100%. Torej ta porast narašča. A veste, eno ali pa recimo nasilje otrok nad starši. To je tema, o kateri se premalo govori. To je tema, če greste pogledat tudi poročila nevladnih organizacij, SOS telefona in tako poročajo, da je to velik problem, da poročajo starši že malih otrok v vrtcu, da se jih bojijo, da je treba tukaj nekaj narediti. Pa govorimo o tudi verbalnem nasilju, ne? Fizičnem. Aha, pa tudi verbalno lahko že nakazuje mi na... smo, seveda, ker če se verbalno, to so tudi smernice, kako v tujini naslavljajo starše. Tudi če otrok dvigne glas in to samo reče, saj si lahko jezen, ampak treba je naslavljati in v bistvu učiti ustrezne komunikacije, ustreznega izražanja jeze, seveda bodi jezen, ampak ne na način, da poškoduješ drugega, ne na način, da žališ drugega. Večji problem imamo tam, ker se starši sami ne obvladajo. Se vzorci, družinski vzorci so vzorci otroka potem. In je treba biti zelo pošten sam do sebe, torej vsak do sebe in naj starš sebe pogleda, kje ga pa mogoče on po domače povedano lomi, ker bo seveda se tega, kar že starš počne, po vsej verjetnosti se bo navzel tudi otrok. Ne more starš recimo se kregati s sosedom pa zjeti na njega, potem naslednji dan po otroku reči, da ne sme zjeti. Take stvari so to, A veste, mi smo le vzgled, otroci se po nas vzgledujejo in prav tako ne more starš, ki je skozi na telefonu otroku, lahko mu prepove telefon, ampak ne bo kredibilen. Ne bo kredibilen in to ni avtoriteta. Avtoriteta je vzgled. Se pravi, osnovni problem, ko imamo težave, ko imamo čustveno-vedenjske težave otroka, je, da se vprašamo starši, kaj bi lahko naredili boljše, kaj delamo narobe, kje lahko poiščemo pomoč, kaj je tisto prvo, ne vem, vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti. Jaz se pravim, pri teh priročnikih in navodilih in smernicah verjamem, da so starši čisto zmešani. Ker ne vejo, komu verjeti. Jaz bi tako rekla, recimo, en primer vam dam. Starši pridajo z otrokom v zavod, so obupani, veliko jih joka, imajo blazne občutke krivde, slabe vesti. Pa jim mi povemo, sej je težek primer, nas 10 bo sedelo, pa si mu glavo ubijali, na kakšen način mu pomagati, jih skušamo osvoboditi te krivde. V bistvu oni so z ljubeznijo delali to, kar so delali in so mislili, da delajo prav. In večina nam reče, smo ga čisto vato zavijali, pa so nam to rekli, to pa to. In vemo, in to je tisto, kar mene skrbi, vemo, kaj poslušajo v drugih sistemih. Potem pa otrok nam pride. In potem jaz se običajno vprašam, pa kaj si vi želite? To naj se starši vprašajo, pa kaj si vi želite za vašega otroka? Kakšna oseba želite, da bi bil? In običajno rečejo srečen, uspešen, deloven, odgovoren in tako naprej. In vse to, kar oni napišejo, jaz napišem na tablo. Pa dajmo reči odgovoren. In potem jih jaz vprašam, na kakšen način ste mu prizgajali odgovornost? In se gledamo. Deloven. Na kakšen način ste mu prizgajali delovnost? Na kakšen način ste mu prijeli to? In potem se gledamo, in večina reče, tle smo ga pa čisto srali. Ja, vi bi radi, da nekaj je, ampak niste delali na tem, da bi on to postal. Ne razumete? Za vsako lastnost, za vsako vsebino, ki bi jo mi radi, da jo otrok ima, in zlasti, če je prosocialna,
ne, se ve, na kakšen način delati. Otroci so zelo močni, uveljavljajo svojo voljo, ampak starš mora biti močnejši. Ne? In starš je tisti, ki naj bi vedel, kaj je prav in kaj je narobe, in potem to svojemu otroku privzgajal. Če imamo pa mi že generacijo staršev, ki so produkt permisivne vzgoje, je pa zdaj tukaj vprašanje, ne? In tukaj ni neke enotnosti, kaj je zdaj tista prava vzgoja, kakšne državljane konec koncev si želimo, kakšne osebnosti si v državi želimo. Ne? In prevlajujoč narcisistični trend je obelodanjen, v tujini že zelo, a ne? Tujina govori o otrocih z narcisističnimi potezami ali pa s psihopatskimi potezami. Ampak to je dejstvo, pri tem je dejstvo, da ustvarimo to je celotna, mislim, otroka z psihopatskimi oziroma narcističnimi. To ni samo stvar družine, še enkrat. Ne? To je proces, ki se odvija desetletja, to je globalni družbeni problem. Malo poglejmo, kdo vodi druge države, na kakšen način se vlada, na kakšen način lahko ena oseba zruši cel sistem in tako naprej. To je psihopatsko, to je narcisistično in to je za svet zelo nevarno. V povezavi z vodenjem držav, avtoritativna ali avtoritarna vzgoja starša, če rečem, je velika razlika, kaj ne? Avtoritete ne smemo zanemariti, ne? Avtoritativno vodenje. Glejte, sej vam bom vse povedala, to tudi starši vedo. Zakaj je lahko en razred otrok pri enemu učitelju spoštljiv, sledi navodilom, ni nobenih problemov in se učitelj zamenja in stopi drug učitelj noter, je pa rastor in razpust. Zakaj? Pa so isti otroci. Ne? Pomembni smo mi, odrasli, in ne smemo problematizirati samo otrok. Poglejmo, kakšen svet smo v desetletjih otrokom ponudili. Ne? In bi se morali najprej mi sebi spraviti po zdravi pameti, potem šele otrokom pamet soliti. Prej ste rekli, da si starši želimo uspešnih otrok, med drugim so to izjave staršev, ki pridejo tudi k vam na planino. Starši ne se res vprašajo, kaj je želim za mojega otroka, ko bo odrasel. Samo to. To ne se zelo vprašajo. Ampak potem pa je tu izjava, starši, ki vzgajajo uspešne otroke, ne vzgajajo srečnih otrok. Ja. Znamo biti starši preveč zahtevni do otrok? To se ne izključuje. Vse to se ne izključuje. Gre samo za, a veste, med ljudmi ni tolikrat težava vsebine, kaj povemo, ampak kako. Na kakšen način, ne? Na to so otroci zelo občutljivi. Seveda si vsak starš želi uspešnega otroka, ampak ne na vsak način. In ne na vsak račun. Jaz ne vem, verjetno je Slovenija res neki neverjetna država, kjer so vsi otroci praktično odlični, vsi javni uslužbenci ocenjeni za oceno odlično, vse je odlično, po drugi strani nam pa vse propada. Mislim, razumete? Ne? Moramo biti res realni in konec koncev pošteni do samih sebe, zlasti odrasli. Ampak kako gledate na starše, ki so prezahtevni do svojih otrok? Tudi to ne obrodi najboljših sadov. To je eden od simptomov, znakov narcisistične kulture, ne, biti najboljši, najbolj, ne. To pomeni, ne, tak starš je pravzaprav hladen starš, nima empatije do svojega otroka, otrok je projekt in otrok bo uspešen, z njim se bo hvalil in ga počutje otroka, niti njegove misli, občutanje absolutno nič ne zanimajo, ker sledi svojim narcisističnim vzgibom, a ne. In so primeri, imamo primere, ko pač ti otroci ali si kaj naredijo, trpijo, ne upajo se niti povedati. In obstajajo zelo dobre študije, tudi javno objavljene, ko so odrasli otroci sami povedali, kako je odraščati ob narcisističnem staršu in kakšne posledice imajo. In jaz mislim, da uporabniki oziroma odrasli otroci, ko se enkrat izkopljajo ven, povedo, kako je to bilo. To je najbolj kredibilno in najbolj merodajno. Ne? In bodo ti glasniki, ki se vedno bolj oglašajo, tako kot naša deklica, ki je dala intervju. Ti glasniki bodo morda spravili k pameti tudi naše odločevalce, vodilne ideologe v Sloveniji, ki v bistvu resnično zaradi ideoloških permisivnih vzgibov ne razumejo problematike in zavirajo razvoj. Neja je bila ena
od varovank na v strokovnem centru na Planini, da poveva poslušalkam, poslušalcem, gledalcem, in je danes tista, ki pomaga vzgajati. Ona je bila v zavodu, ona je bila v zavodu po številnih obravnavah, sama je povedala, da je doživela šok glede pravil, protokolov in to, ampak da se je počutila varno in da je v bistvu ta njena izkušnja v zavodu ji pravzaprav obrnila življenje na glavo. Je krasna punca, študira psihologijo, pomaga, razume in jaz mislim, da bo še o njej veliko zaslišati. Se pravi, da se tudi iz težavnega otroka lahko vzgoji, naredi človek z dobrim, bom rekla, z dobrimi kapacitetami za življenje. Pred vami zdaj tukaj sedi otrok, ki so ga že odpisali, ker sem bila obupna, ker sem bila nevzgojljiva, ker sem bila grozna, ne vem, kaj je bilo vse z mano narobe, pa sem zdaj pred vami. Ampak kaj je bilo tisto ključno, da vas je spreobrnilo? Različni smo si, tudi po motivih, željah, fokusu. Jaz sem nekako hotela nekaj iz sebe narediti. Vse, kar sem imela jaz v mojem življenju, je bil moj možgan. Nič nisem imela, nič, tudi centa ne, moj možgan. Torej delati, študirati, nekaj iz sebe narediti. In da pa tukaj sedim, je pa tudi to treba poudariti, da imam pa tudi za sabo 11 let lastne psihoterapije. Potem sem jo tudi študirala in ker je bilo pač treba privzgojene napačne vedenjske vzorce odpraviti, rabila sem tudi svoj čas, da sem razumela, kaj se dogaja v meni in tako naprej. Je bil le proces 10-11 let. In zato lahko mi v zavodih tudi bore malo, ampak saj zasadimo kaj, damo otrokom, mladostnikom, če so recimo v zavodu samo leto pa pol. Ampak mi rečemo, mi sejemo in jim skušamo dopovedati, razložiti. In so najlepši trenutki, ko pridejo, ko pišejo. Je prišel pred časom en gospod, ki ga nisem spoznala. Je rekel, pa jaz sem bil tle pred 20 leti. Ko ti dajo feedbacke, pozitivne. Eno veliko zadovoljstvo, ne? To je v bistvu plača za naše delo. Seveda se bo najdu tudi, tako kot je razvidno posod, 10-20% lahko populacije kar odmislimo, zaradi takšnih in drugačnih motenj, tako je tudi po tem, ko grejo pač mladi ven, ne bodo vsi navdušeni in pohvalili, seveda, kakšen procent bo tudi zelo napadalen. Pa kaj se je morda, če smem biti osebna, v vašem življenju zalomilo, da ste stopili na napačna pota? Kje vidite tisti, bom rekla, ne vem, ključen moment? Ma ne vem, to je bila, kako sem se počutila v družini, kako sem se počutila med vrstniki, ko vesoljc. Mislim, da sem to že v parih intervjujih povedala, zelo slabo sem se počutila. Mislim, da me je bilo celo osnovno šolo sram, nekako sram je bil v meni in zelo slabe misli, temne misli, tako v sebi kot v drugih. Ni bilo fajn. Se pravi, samo podoba je tista, ki morda kroji vsak dan tudi našega otroka, na kaj naj bomo pozorni? Samo podoba je res zelo pomembna, kaj si otrok misli v sebi, kako se vrednoti. In če se navežem na preveč zahtevne starše, oni temu bogmu otroku svojo zahtevnostjo morda zaradi različnih razlogov te zahtevnosti ne more doseči, takšnih ali drugačnih razlogov, mu s tem privzgajajo definitivno in to zelo kmalu ta grozljiv občutek never good enough. Ta otrok nikoli ne bo zadovoljen, nikoli ne bo dovolj dober in se bo trudil na razne načine zadovoljiti ne samo starše, ampak tudi okolico in treba res pogledati otroka, na kakšni stopnji je, kaj njega zanima in se nehati boriti oziroma uveljavljati svoje morda prikrite težnje. Starš mora najprej res sebe poznati. In če vprašam drugače, kako otroku privzgojiti dobro samopodobo za to, da bo se razvil v, bom rekla, samozavestnega človeka? Najprej se treba vprašati, to so bile tudi vse študije narejene, kakšno samopodobo imajo njegovi starši.
To je spet prvo, ne? A se mama dovolj dobro počuti v svoji ženski vlogi, a je mama zadovoljna sama sabo, ker to seba, to starši, spomnite se sebe, kaj ste čutila ob mami, kaj ste čutila ob očetu, tudi če sta hotela prikriti. Ne? In zadovoljni starši, sploh če partnerski odnos lepa, ne, bodo tudi brez težav naslavljali in pohvalili in tudi v drugih videli dobro. A ne? In to je to, kar šteje. Se pravi, komunikacija takole ob mizi pri večerji je konec koncev pomembna. Pa super. Kako smo dan preživeli, kaj je bilo, pa da se slišimo. Naj se res poslušalci vprašajo, ko nam nekdo nekaj govori. In to sem jaz tudi sebe zalotila, ne, v preteklosti. Ko nekdo meni nekaj govori, pa je morda meni to čudno, ali se pa ne strinjam, je moja glava že vrtela in sem komi čakala, da ta neha govor, da mi jaz povedala svoje. To pomeni, da sploh nisem poslušala. Me razumete? Sem komi čakala, da bom svoje povedala. Ne? In ko sem jaz na predavanjih, ko se pogovarjamo, ko jim jaz to povem, večina reče, ja, jaz sem tudi tak. Jaz sem bila tudi taka. In sem se pa naučila poslušati, da vidim, kaj mi on govori, da se na to navežem in potem debatiramo o tem. Ne da jaz takoj svoje ponujam in svoje uveljavljam. Mojo izkušnjo, to je pa moja izkušnja. Se pravi, in tega gaslighta, seveda, in poleg tega gaslighta tudi veliko, ne, ko otroku sporočamo, ne, nisi prav razumel, nisi prav videl, nisi prav doživel, to ni tako. To je tako, kot jaz čutim, kot jaz vidim. Ne. Ker te razlike v nas so fascinantne. A veste, mi dve greva lahko zdaj na cesto, pa se bosta dva stepla. Ali pa če gremo vsi na cesto, pa so ta dva stepla. Pa se bo eden nasmejal, enega bo strah, eden se bo šel zraven tepst, eden bo to, eden bo to, eden bo to. Torej, isti dogodek, različne reakcije. Zdaj pa vi meni povejte, katera reakcija je prava. Katera reakcija je prava? Kaj bi svetoval otroku, ko ti pride z enim takim vprašanjem? A je prav, da rečeš pot pod noge in pejdi čim bolj stran? Se pravim, jaz sem vas vprašala, katera reakcija je prava, ni prava reakcija, ker vsak odreagira, s tem rečem iz svoje malhe. Mi se lahko samo zanimajo in potem se bo pa zgodil, ne, a dej, kva si pa ti to naredil, kakor češ je narobe, kar si ti naredil. Ker nisi naredil tako, kot jaz. Ne. Mene pa sam fascinantno, oj, Benti, še ti si pa takole videl, ti si pa takole razumel, jaz pa čist drugače. Recimo, to je debata. Ampak to je odvisno od česa? Od okolja, od vzgoje, se pravim, vprašanje v tej nori civilizaciji, ker ne veš več, kaj je prav in kaj je narobe, kakšni produkti vam pridejo. Ne? In je treba biti resnično dost samozavesten, močen, da se z vsem tem spopadaš. Vi morate vedeti, mi smo na bojni črti s 50 dnevno, pa starši, pa to, pa pa tret. To je izredno izčrpljujoče. In če nisi sam dovolj utrjen, prepričan vase, da zaupaš v svoje znanje, kilometrino, pol si po goru, ker te povozijo. Je pa res, da se zgodi, ne glede na to, da imam jaz tako kilometrino, da pride otroka, sploh ne vem, zakaj se gre, kako se gre in praktično se moram podučiti. Ostanete kdaj brez besed, ko vas nekdo vpraša za nasvet? Če ne vem, bom povedala, joj, tole moram pa razmisliti, ali pa tole ste me pa presenetili, tole moram pa razmisliti. Jaz mislim, da še pred 20-25 leti bi pametovala, pa bi nekaj blebetala, zato ker bi se mi zdelo, da moram vedeti. Ne vem vsega. Marsičesa še ne vem. Ampak tistega, kar pa ne vem, imam pa še vedno energijo, se grem pa podučiti, običajno v tujino. Kaj bi mi svetovali, če bi rekla, kako naj svojega otroka naučim razmišljati s svojo glavo? A vi razmišljate s svojo glavo? Upam, veliko krat. Ja, ne vem. To bi verjetno vedel vaš otrok povedati, ne? Ko bi videl kakšne situacije in tako naprej. Na način, kot ste me vprašala, ne? V bistvu gre za to, da se treba z otrokom pogovarjati, če ne razmišlja svojo glavo, recimo, da povzema mnenje drugih, zakaj, kaj ima od tega, v glavnem učiti ga, ampak je pa nekaj res, ne? To je mene res presenetilo, iz tega nisem vedela, da v generaciji se zamenjajo tako, ne bi se menjali vsake 20 let. Ampak za to generacijo sedanjo, ne, pa strokovnjaki pišejo, da še ni bilo generacije, ki bi bila ne samo toliko digitalizirana, ne, toliko vpliv digitalnih medijev, ampak vpliva vrstnikov. Da so starši nekako čisto odpadli, da so vrstniki tisti, ki so
ves čas potem najbolj usodni oziroma najbolj merljivi za mlade. Ne? Ker razvojno gledano čas adolescence se omaknejo, se vrnejo k staršem, zdaj se pa ne bi vračali več staršev. To nas lahko skrbi. Se pravi, je pomembno, s kom se naš otrok druži? Zdaj, težko je reči s kom, ne? Kako pa vi veste, kaj je tisti, ki se otrok z njim druži? Na to vprašanje vam res ne znam odgovoriti. Ne vem. Je v družbi, kjer, ne vem, pijejo energetske pijače, je v družbi, kjer kadijo, je v družbi, kjer... Tukaj se pravi, je tle pomembno, da starš ve, pozna prijatelje, da... Absolutno, ne, absolutno. In je prav, da ve, kje se giba, da ve, kakšni vplivi so. Ne, ampak bolj je drugo meni vprašanje, zakaj pa potem vaš otrok šel k tistim, ki kadijo, ostali pa niso šli. Zakaj? Torej, kaj je že tukaj? Ja, ne vem, to je treba celo zgodbo pogledati odprej, ker se tudi zgodi, ne, da k meni pridejo starši, ja, ga je družba zavedla v droge. Pa jaz rečem, gospa, droga je na vsakem vogalu, ma jaz jo voham, ne? In zakaj nekdo bo šel takoj stran, zakaj bo nekdo se ustavil pa malo vohu, ta tret bo šel pa takoj zraven, ne? Tukaj je zgodba, kaj je bilo prej, kako to, da so te samo 3 različne reakcije sem vam naštela ob istem dogodku. Se treba vprašati, kaj je že zdaj v otroku, recimo, da je to naredil. Ne? To niso instant odgovori, na to se ne da instant odgovoriti. To je proces. Ampak rešitev ni, da otroku ne dovoliš v disko, zato ker je polno droge. Ne? Veliko staršev slišim, češ, jaz pa svojega ne bi pustila. Ne? To ni rešitev. Ne? Droga je na vsakem koraku. Za vogalom, sredi belega dneva, vse to vemo, a ne? Je treba z njimi na drug način delati in jih pripeljati nekako do spoznanja, zakaj je to škodljivo, kaj to prinese in tako naprej. In ko bodo odrasli, se bodo odločali sami. Tisto, kar jim lahko damo, je neko vedanje, zavedanje, upajoč, da bodo to integrirali in na podlagi tega ravnali. Jaz poznam mamice, s katerim ni moč nič učitati, ko so njihovi otroci, ko so odrasli, storili grozovita dejanja in so zdaj recimo v zaporu, dolgoletnem. Pa ni moč mamici kaj učitati. Ampak če nekdo hoče nekaj dobiti hitro in takoj tudi na račun drugih, tudi da poškoduje ali ubije, pa ga ni ona k temu vzgajala, če me razumete. Ni samo vpliv staršev, družbo je treba kot celoto pogledati, ampak tisto, kar pa starši lahko dajo, je pa usodno že od rojstva naprej, da mu tiste temelje postavijo. Naši otroci večinoma so brez temeljev. Danes je veliko tudi samopoškodovanja, bulimije, anoreksije, depresivnosti med mladimi. Čemu pripisati ta ali te pojave? Dogajanju v družbi, še enkrat, ki se je tako subtilno zavlekla v pore celotne družbe. To bi vam znali res razložiti antropologi, sociologi, vsaki iz svojega gledišča, ampak dajte si predstavljati, jaz sem si skušala predstavljati, da se rodim v ta svet, zdaj, v tem obdobju, in bi bila zelo boga, še bolj boga, kot sem bila, jaz ne bi imela se s čim postaviti, s čim pohvaliti, ne bi imela dostopnosti do vsega, kar ta svet ponuja. In za določene otroke je delinkvenca oziroma delanje frajerja, če hočete. Edino, s čemer se lahko postavijo pred vrstniki, tudi to kategorijo imajo, ki potem sami povejo, se nismo vedeli, kako bi izstopali, na kakšen način bi izstopali. Torej, razlike med njimi do dostopnosti, dobrin, do lifestyla je abnormna. Ampak zakaj? Zaradi obnašanja, oziroma bom rekla, zaradi starševske vloge, kaj je tisto, kar nisem imela drugega? Kaj je vzrok, da nekdo nima nič drugega? Treba je pogledati celo zgodovino od rojstva naprej. To ne moreš odgovoriti na ta način. Zakaj? To ni odgovora, ker ima vsak otrok svojo zgodbo. To so individualne zgodbe. Ampak ima tudi vsak starš svojo zgodbo. Seveda, ampak če on nima te zgodbe podelane, če se on ne zaveda svojih notranjih procesov, če se on ne zaveda, kaj njega vodi v določena dejanja, to pomeni, da se ne pozna, da ne ugotovi recimo svojih napak ali pa nekih procesov, ki niso v redu, potem imamo problem, ker jih bo prenesel na otroke.
Pa je za začetek že dovolj dobro, da starš na nek način opazi pri sebi svoje napake? Seveda. Je to začetek poti navzgor? Seveda, absolutno. In otroci cenijo odkritost, otroci cenijo iskrenost. Jaz imam res najmanjši problem, jaz ga kaj polomim v zavodu, kaj rečem ali kaj naredim, pa mi otrok pove, meni je najmanjši problem se opravičiti. In kako so veseli našega opravičila. Ampak danes pravijo, da se otroci opravičijo zato, ker se morajo, brez tiste Ne vsi, ja. spet ne vsi. A ne? Okay. Spet ne vsi. Eni imajo vest, občutke krivde in to se vidi, eni pa bojo avtomatsko rekli, oprosti, polavila, oprosti. Se vidiš, kdo to resno misli, se vidiš, kdo tako čuti, ker potem tudi drugače ravna. Vse razlikujejo res povesti in po opravičilu. Koliko na to čustvovanje vplivajo ekrani, telefoni? Še v tem je problem. Da je otrok seznanjen z vsebinami, predno jih uspe, bom rekla, prenesti. Da je to samo neka iluzija, živeti v iluziji. Se pravi, starši naj si pač preberejo te izsledke, ki smo jih že tolikrat poudarjali in naj se začnejo res zanimati, kaj to, kar dovoljuje otrokom ali pa ponuje otrokom, a je to ustrezno, primerno ali ne. Odgovorni so res oni. Starši so odgovorni, a otrok v prvi razred šole pride vzgojen, da upošteva navodila, da upošteva in spoštuje druge, ker ni samo njihov otrok na tem svetu. Mi moramo otroke vzgojiti tako, da se bodo sposobni povezovati, tvoriti skupnost in si pomagati med sabo. 3 nasvete, ki bi jih dali staršem takole ob koncu najine debate. Najpomembnejše, ki bi nam, pravzaprav sem nam koristili. Tisto, kar je ključno, kar tudi to opažamo, bodite ob svojem otroku, poslušajte ga, pogovarjajte se z njim, kažite zanimanje zanj, dajte ga razumeti tudi v njegovih blodnjah, ko včasih so blodnje. Ki jih tudi mi poslušamo, ampak se skušamo uživeti v njihov svet. Res, tukaj je ena stvar. Bodite ob otroku, poslušajte ga in bodite prisotni v njegovem življenju. Kaj mislite, koliko ločitve vplivajo na otroka samega? Tukaj lahko narediva pa 3 vdaje. Res, to je pa, ne morem tako na hitro reči. Marsikaj se tukaj dogaja. Bolj kot ne to, da imamo kar, tudi če pogledam za nazaj, zelo veliko otrok iz ločenih družin. Največji problem smo imeli v primerih otrok, ki se jim je trgal, ko naj bi hodili k staršu, ki je bil ugotovljeno nasilen oziroma zelo, zelo disfunkcionalen. Vem, da sem se parkrat uprla, sem kaj s otroka ne bom silila, da hodi k nasilnemu staršu. In ne, to je dolga zgodba, tega jaz ne bi. Ne bi jaz tega. Ne, ločitve so popolnoma druga kategorija. Ampak nas zaznamujejo, kaj ne? Ni nujno. Mi imamo ločitve, ki so starši prijatelji in ne, spet ni tako enoznačno. Se pravi, ni enoznačnega odgovora. Ne, recimo, hodijo skupne dopuste, jaz poznam pare, ki so ločeni, pa ima vsak par hud z otroci skupaj. Pa to so taki prijatelji, ki strela ni ene posledice. Spet, to je prezahtevna tema za tukile. Mogoče za konec, kaj vas je življenje naučilo? Kaj je tisto, kar bi podelili z nami? Da si moramo zaupati. Se ceniti in si zaupati, poslušati in se naučiti poslušati druge. Pa v življenju imamo popravni izpit? Tudi pri vzgoji? Ja. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Možgani so nevroplastični, učijo se celo življenje. Se pravi... Jaz ne obupam, tudi če dobimo 17-18 letnika, ki je že cel sistem dal roke čez. In, se pravi, ni zavreči puške v koruzo. Ne. Absolutno ne, pri otrocih nikoli. Hvala, ker ste prišli. Morda še kakšno vprašanje, na katero bi radi odgovorili, pa ga nisva zaobjeli? Bo še prilika, ne? Mislim, da je kar dovolj. Hvala vam. Hvala lepa za iskriv pogovor in še kdaj, kot rečeno, pred mikrofonom Radia Robin. Hvala vam, ker ste bili v prijetni družbi z dr. Leonido Zalokar in še kdaj vabljeni k poslušanju našega podcasta. Hvala lepa in mahava. Nasvidenje. Lep dan, srečno. Hvala.